Čau! Torej, a te zanima, koliko sem zaslužila leta 2024 na svojem angleškem kanalu, na katerem imam 50.000 naročnikov? Dejansko me to ful ljudi vpraša in kljub temu, da je to tako malo čudna tema za govoriti, to ljudem govoriti, koliko zaslužiš, se mi zdi, da tule res ni nobenih stvari res šokantnih, ki bi jih mogla skrivati. Če kaj drugega, lahko pove realno stanje glede youtuberstva, kako je biti ustvarjalec spletnih vsebin, za vse tiste, ki sanjajo o tem, za vse tiste, ki mislijo, da se kopamo v denarju, in za vse ostale, ki so samo firpčni od tega, koliko boljšim gre od mene. Torej, 2024. Jaz imam drugače en drug kanal, kakor po moje vsi veste, je v angleščini. In ta kanal imam že od 2019. Recimo lani sem dobila vsega skupaj 6 milijonov ogledov. To se sliši veliko, ampak v bistvu ful ni. Za večino teh ogledov je prišlo od enega samega kratkega videa, se pravi shorts, pač te vertikalni, kratki, ne. To je nekje skoraj 3 milijone, skoraj polovico teh ogledov je prišlo od enega shorta. Največ ogledov so pobrali shorts, zaradi tega, ker še vedno to najlažje dobiti ogleda na ta način, zaradi tega, ker YouTube trenutno še vedno ful tekmuje s TikTokom in Instagramom in pač kdorkoli objavlja shorte, jih ful naprej jih pač pošiljajo, ne. Največ ogledov od teh dolgih videov je dobil The Truth About Slovenians, malo clickbait title, saj vem, ampak deloval je, tako da pač v takem svetu živimo. Če imaš clickbait naslov, pol naj bo vsaj dobra vsebina. No, če pogledaš realno stanje od vsebin, dolgih vsebin, se pravi te daljši videi, sem dobila majčkeno več kot pol milijona ogledov. Kar se tiče kratkih videov, pa 5,3 milijone. Od tega so mi kratke videi prinesli skoraj 9.000 naročnikov, kar je kar fascinantno. Te daljši videi so mi pa prinesli okrog 4.000 naročnikov. V celem letu sem dobila nekje 12.000 naročnikov, kar je, kakor vidiš, precej več od leta 2023. Na splošno leto 2024 je bilo ful boljše od 2023. Če pogledaš, oglede, 244% več kot 2023, naročniki 278% več, ogledanih ur 110% več. Te daljše vsebine lani sem objavljala, pa nisem objavljala, nisem bila nekaj ful redna glede tega. Pa tudi malo se lovim zdaj na svojem tem angleškem, nekaj časa se mi zdi, da mi ful laufa, pa se mi zdi, da je vse skupaj kar nekaj, pa sploh ne vem več, kva naj objavljam, pa imam ful motivacije za to, da objavljam. V celotnem letu sem zaslužila $2,993. V celem letu. Zdaj, najboljši meseci so bili tisti meseci, kjer sem imela tudi kakšen livestream. Te daljši videi so mi prinesli skoraj $1,900. To je pa največja razlika teh daljših vsebin proti krajšim vsebinam. Kar se tiče pa kratkih vsebin, sem imela pa 5,3 milijone ogledov in so mi prinesli malo več kot $600. Zdaj, od tega, kako je bil razdeljen denar, sem pa dobila od AdSense, dobiš pač oglasov pri videih, sem dobila $1,500. Od teh shorts oglasov sem dobila skoraj $600. Nekaj je bilo od teh memberships, se pravi naročnin, ki jih imam, ki so plačljive, mislim, da imam $5 na mesec nekaj takega, pa pol ti tako pobere YouTube. Sem dobila skoraj 500, potem Super Spaghetti so pa $413, to pa pač takrat, kadar sem streamala. Mislim, da sem streamala, ne vem, 4-krat, 5-krat lani. Pač če pogledaš samo oglase, sem dobila nekje 2.000 v enem letu od oglasov. Zdaj, kar moraš razumeti tukaj je, da neredno objavljam. Letos bom to probala popraviti, če najdem motivacijo, je res, da se počutim ful tako, mi kar motivacije mi zmanjka, ne vem, to že toliko časa počnem, da na neki točki se začneš spraševati, a ima sploh smisel, pa si mogoče že prebolel vse skupaj, ne vem, fajn mi je ustvarjati, še vseeno je pa pač toliko dolgo že počnem to, da na neki točki pol kar malo dvomiš vase. Zdaj, kar se tiče ostalega denarja, imam jaz Patreon, pa imam Ko-fi.com, pa tudi na Twitchu sem bila tako redno in neredno. To je bilo to, kar se tiče internetnega prihodka zame. Patreon mi prenese nekje $300 na mesec, kolikor kdaj, 250 do 300.
Coffee.com mi prinese nekje 100, nekje 100 do 150 mesečno dobim od YouTuba. Lani sem zaradi tega tudi malo pregorela, zato ker sem ful se vrgla v te videe in potem na koncu niso pokrili niti najemnine, kaj šele, da bi bila v Sloveniji pa imela SP, pa mogla plačevati $500 na mesec prispevkov. Pač ne vem, kako to slovenski youtuberji zmorejo, ki najdejo denar, da plačajo SP prispevke, to mi ni jasno. Mogla sem malo manj začeti delati na YouTubu, zaradi tega, ker je enostavno trud vložen in čas proti temu, koliko dobiš denarja ven. Potem mi je zmanjkalo ful časa, da bi delala recimo več stvari, s katerimi se lahko preživljam, s katerimi lahko plačam položnice in s katerimi lahko plačam najemnino, kar je pač glavno tukaj, in hrano. Tako da zdaj ne vem, ali se bo to s časoma obrnilo, jaz še kar vztrajam, zato ker mi je fajn ustvarjati. Zdaj letos se bom potrudila, da mogoče, ne vem, najdem neko pot vmesno med tem, da ustvarjam in še vseeno imam čas za službo, ker če bi redno imela službo, da bi mogla vsak dan iti jaz na šiht, ne bi šlo skozi. Ogromno časa vložim v te vsebine. To je sicer moja filozofija, to te naj ne ustavi, da ne bi objavila na internetu, tudi pač nisem nehvaležna. Seveda, že samo dejstvo, da dobim denar iz nečesa, kar samo ustvarjam doma ali pa kjerkoli po svetu, to je meni top shit. Čisto vsak dolar, ki dobim ven iz teh svojih vsebin, mi res ogromno pomeni. Zato še vedno tudi ustvarjam z veseljem, zaradi tega, ker konec koncev, saj mi pa pač nafila avto, z benzinom 1, 2 ali 3 glede na to, da imam prijesa. In mi to omogoči recimo tudi, če je samo $100 na mesec, kar dobim iz AdSense oziroma kar dobim od YouTuba, je to že za, ne vem, en vikendni izlet, če spim v avtu, recimo, Tako da definitivno sem ful hvaležna in ful vesela, da sploh imam to opcijo. Sem rekla, bi rada našla neko ravnovesje med tem, da ne delam, pa ne montiram, pa se ukvarjam s tem toliko intenzivno, da mi potem zmanjka čas, da se ukvarjam s tem, s čimer se preživljam, oziroma s projekti oziroma drugimi službami. Ogromno je enih kanalov, ki ne služijo denarja. Kakor sem prebrala, je tam nekje 6% kanalov na YouTubu, samo 6% kanalov na YouTubu služi denar. In več kot 90% kanalov ne bo nikoli šlo čez 10,000 naročnikov. Tako da jaz sem ful hvaležna in se počutim srečno, da sem v tem položaju, kjer sem, in da imam sploh publiko. Naj te to ne odvrne od tega, da bi začela ustvarjati z YouTubom, zaradi tega, ker je ful zabaven. Ne se preveč sekirati glede tega, kako gre tvojim videom. Iz mojih izkušenj se naučite, boljše se imeti super, pa fino, pa se zabavati na tej platformi, kakor pa se sekirati, če pač video ne gre dobro. V glavnem, to je to za ta video. Hvala za pozornost in hvala vsem, ki gledate moje vsebine. Ful sem hvaležna in bom še naprej ustvarjala. Ajde.